Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Podprečko. Kaj smo za vas pripravili tokrat? V prestolnici bomo v Spodnji Šiški na stadionu Žak obiskali Martina Kramariča. 25-letnik je v Prvi ligi Telemach debitiral pred več kot 9 leti, njegova zgodba pa je izjemno zanimiva. V rubriki Spoznaj naš dom nas bo čez Stožice popeljal zvezdnik Olimpije Svit Sešljar. Svit se bo pomeril tudi z izzivom Podprečko. Za konec pa nas čaka še pogovor z legendo, v katerem bomo spomine obujali z legendarnim napadalcem Clitonom Bozgom. Kramarič 5-1. Hat-trick Martin Kramarič. Kdo drug kot Martin Kramarič? Martin Kramarič, 25-letnik, ki je v Prvi ligi Telemach debitiral že 22. marca 2014, je vsekakor nogometaš s posebno zgodbo. Debi med slovensko elito je dočakal v Krki, nato pa nas je opozarjal še pri Mariboru, Krškem in v zadnjih sezonah Bravu. Že zelo zgodaj se je zaljubil v nogomet, tako pa se sam spominja začetkov. Moj oče se je ukvarjal z amaterskim nogometom in tako me je pač po turnirjih s sabo vozil, tako da tam se je rodila neka ljubezen do športa, potem sem pa začel trenirati pri 5 letih. Ne glede na to, da otroci v tem tisočletju niso toliko na igrišči kot v preteklosti, je Martin svoje nogometne veščine kot številni zvezdniki iz preteklosti pilil na ulici. V otroštvu pa je imel tudi posebnega idola, to je bil Ronaldinho. Že leta 2014 se je preselil v Maribor. Kakšni so njegovi spomini na začetek zgodbe v Ljudskem vrtu, kako je prišlo do prestopa? Mislim, da zadnji dan prestopnega roka sem prišel v Maribor iz Krke. Vse se je zgodilo to na hitro. Sigurno sem bil vesel. Maribor je največji klub v Sloveniji. Tisti časi tudi evropski Maribor. Za priložnost pa sigurno sem vesel, nekaj izkušnja več v karieri, ki mislim, da mi je tudi pomagala priti do te zrelosti. Nogometna javnost je od Kramariča pričakovala ogromno. Veljal je za izjemnega talenta, zato je bil morda tudi pod nekakšnim pritiskom. Kako je vse to vplivalo nanj? Mislim, da sem imel neko svojo pot začrtano. Žal mi pač Mariboru ni uspelo, ampak mi zdaj to uspeva Bravo. Eden izmed trenutkov kariere je zaenkrat zagotovo asistenca v Ligi prvakov proti moskovskemu Spartaku, ko se je Maribor v finišu dokopal do točke. Te poteze se bo vedno z veseljem spominjal. Mislim, da je to najsrečnejši trenutek v moji karieri. Tudi ta asistenca mi je dodala neko gorivo. Mislim, da me je predvsem dvignila v mentalnem počutju, tako da sigurno dobra stvar. Martin Kramarič! Po tej tekmi se je od Kramariča pričakovalo še več, a njegov razvoj ni šel v željeno smer. Darko Milanič mu je sicer kmalu zatem upravičeno ponudil mesto v začetni postavi na tekmi z Liverpoolom, ki je v štajerski prestolnici slavil 7-0. Se je vse skupaj takrat zgodilo prehitro, ga je morda tudi trener prezgodaj uvrstil v začetno postavo na največjem nogometnem odru. Pa ne bi rekel, da je naredil napako, ker mislim, da sem si s svojimi predstavami zaslužil ta začetek proti Liverpoolu, ampak žal nisem izkoristil te svoje priložnosti in tako pač je v nogometu. Zgodba pri Mariboru je nato zašla v slepo ulico, zato je Kramarič leta 2020 odšel v Bravo. Najprej kot posojen nogometaš, kasneje pa je Šiškari podpisal pogodbo, ki se sicer po tej sezoni izteka. Zakaj se je odločil za Bravo? Ja, sigurno sem tako gledal, da pač sem v tej fazi kariere, da nekaj moram narediti. Pač žal ni pomemben denar, ampak so pomembne minute. In to sem poiskal tudi v Bravo, prvo z pol leta posoje.
potem sem se pa odločil, da to pač je to in sem se preselil v Ljubljano. Bravo je tudi s Kramaričem na zelenici postal zelo resen in konkreten prvoligaš. Kako Martin gleda na zadnja leta in kaj pričakuje od prihodnosti? Mislim, da sigurno je želja je tujina. Bomo pa videli, kaj se bo razvilo, ampak mislim pa, da za klub sigurno gre lahko samo še višje. Pač letošnja sezona, pač ko pride, malo slabši rezultati, malo neizkušenosti na vsaki tekmi, ampak mislim, da z vodstvom trenerja in kluba mislim, da lahko gre klub samo više. Za voljo izjemnega talenta ne čudi, da je bil ves čas vključen v mlajše selekcije slovenske izbrane vrste. Priložnost je dobil tudi v B reprezentanci, ob morebitni selitvi na tuje pa velik motiv predstavlja tudi debi v članski reprezentanci. Sigurno moja največja želja je sigurno zaigrati za A reprezentanco, da predstavljam Slovenijo. Tako da, če se bo zgodil prestav v tujino, sigurno bo tudi želja poklica. Martin, najlepša hvala za debato in vso srečo v preostanku sezone ter pri lovljenju zastavljenih ciljev v naslednjih letih. Hola, Svit, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Kak je? Danes nekdo drug kot Albert na tem stolu. Ja, Da ne bo zameril. nekaj novega. Ti pa na stolu Artete ali? Mislim, da je Arteta tu je potem trener golmanov. Da ne bomo potrebovali podnapisov, torej lepo zdrav, hvala, da si nas sprejel v Stožicah, vašem domovanju tudi, zdaj že nekaj časa tvoje domovanje. Se še spomniš prve tekme? Prve tekme, ja, se spomnim, šel sem proti Muri, je bil moj debi za 10 minut, zmagali smo 2-0, tako da lep debi. Glede na to, da si dosegel zdaj že kar nekaj golov, ko smo na zelenici, morda osveživa spomin še na kakšnega najlepšega. Jaz se spomnim na tistega proti Bravu, oddaleč, ki je bil res fantastičen. Pa ja, mislim, da sta tista dva proti Bravo, oba dva ne morem zbrati, ker je lepši. Tako da Bravo mi je zgleda redna stranka in upam, da bo zdaj v nadaljevanju enako. Tu domuje reprezentanca, tu domuje Olimpija. Videli bomo kar nekaj stvari, garderoba. Mislim, da novinarji redko pridemo v garderobo, pa potem soba za fizioterapijo, fitness, trgovina, soba za aktivacijo oziroma dvorana za aktivacijo. Sem kaj pozabil? Mislim, da je to. Imamo še en fitness prostor, drugače pa je to. Potem pa kar za tabo, ti si tukaj bolj domač. Torej, v garderobo, zdaj gremo sicer v obratni smeri kot na tekmi, ampak ko se gre na tekmo, še kakšni metuljčki, kaj posebnega, kakšen ritual? Ne, rituala ni nobenega. Zdaj v tem trenutku se mi zdi, da tudi metuljčkov ni več. Edino, če res kakšna zelo pomembna tekma, da odloča o veliko stvareh, potem se mogoče malo čuti drugače, pa tekma kot tekma. Kje se prvi zasliši navijače, če je stadion poln? Če je stadion poln, jih sliši že takoj v tunelu, ko smo zbrani, preden stopimo na igrišče. Zdaj pa predlagam, da greva kar na tvoje mesto. Moje mesto je tam. To je moj cimer na vseh pripravah pred tekmo, drugače pa je moje mesto tukaj. Izvoli, komu bom jaz zasedel za par minut? Tu je Mateo Karamatić. Ne zameriti. Mislim, da ne bo. Kakšna posebna pravila v slačilnici? Vsak klub jih ima, kakšne imate vi? Pa glavno pravilo se mi zdi, da tako imajo Maribor, da ne sme biti zelene barve, imamo mi, da ne sme biti vijolične. Kakšna je kazen, če je vijolična barva? Enostavno se stvar razreže in pač gre domov brez nje. Drugače pa tista klasična pravila, da se ne sme zamujati in to je to. Kdo je glavni, kar se tiče šal? Kdo drži vzdušje navzgor? To se mi zdi, da je najbolj Crnomarković, tudi najbolj glasen in v garderobi in pol na igrišču, tako da on. Kaj pa trener? Tudi deluje, da zna biti kar glasen, tih, smešen, zabaven.
Pa na igrišču je precej glasen, ampak tu pa je vedno sproščen, tako da je v redu. Dobro, da ne bova zdaj preveč motila drugih, greva še v tiste napovedane sobe. Lahko gremo najprej v igralno. Tu vidim, da podpisujete dres. Ja, to je standard, klasika. Si se že navadil avtogramu? Ja, zdaj smo jih že toliko potalali čez to sezono, pa zadnji dve, da sem se že navadil. Tu vidim, da so verjetno tudi turnirji, Ja, ekipni. pa predvsem ping-pong. Kateri šport ti bolj Ja, leži? ping-pong. Tam sem najboljši v ekipi, tako da bom kar rekel ping-pong. Mogoče lahko kaj odigrava. Lahko. Tu imamo ogrevalno, kjer se valčkamo, pripravljamo aktivacija na tekmo, na trening. Tu je že neka osredotočenost, ko prideš na dan tekme, Ja, nekaj filmov. sigurno. Tu, ko pridemo, smo že vsi skoncentrirani samo na tekmo, tako da tu se začne dan tekme. Poskrbljeno vse kot na najvišjem nivoju. Tako. Svit, tu pa vidim veliko navijaških artiklov, šali, dresi, tudi dresi starih igralcev. Ja, tu imamo predvsem shop, kjer lahko vsi navijači dobijo te zelene majice, zelene šale in vse stvari za na tekme. Morda samo kratko vabilo navijačem, da napolnijo stožice, da jih tudi obarvajo zeleno. Ja, to je bilo vsekakor lepo, da je bilo enkrat povsem polne stožice, povsem obarvano v zelene, da je bilo res lepo pogledati na tribune in uživati v nogometu. Super, kaj nama še preostane? Potem nam še preostane fitness soba in pa fizio soba. Tu imamo potem fitness dvorano, kjer imamo moč in vse stvari. Vidimo, da tudi trener ostaja v odlični pripravljenosti. Si rad v tej sobi? Jaz osebno ne. Ne. Sicer sem z našim kondicijskim trenerjem zelo veliko, ampak ni moj najljubši prostor. Ampak verjetno za skok na še višji nivo pa je fitness obveza. Ja, vsekakor. Torej, če te tu kar zapeče ali pa na terenu, pa skočiš še k fizioterapeutu. Tako je, to pa je še soba zraven. Tu pa sta naša dva fizioterapeuta, ko ima nikoli nič ni problem narediti, tako da to je res fenomenalno, ko imaš take ljudi v klubu. Verjamem, ampak poškodb pa jasno želja čim manj. Za zdaj jih še ni bilo, tako da upam, da jih bo tudi v nadaljnje čim manj. Naj pri tem tudi ostane. Svit, hvala za super predstavitev. Veš, da še nisi zaključil, da se selimo še na igrišče, kjer te čaka še izziv. Zaenkrat pa hvala lepa. Hvala. V nadaljevanju Svita čaka še izziv pod prečko, kmalu pa bo z nami tudi Kliton Bozgo. Evo, Svit, pa smo se preselili še na zelenico. Zdravo. Zdaj bo še streljal. Hvala, da si sprejel ta izziv. Poznaš pravila? Pa ja, sem že pogledal, zgornje so 10, spodnje so 5 točk. Šolan človek. Še napoved, Žan Trontelj 40 točk. Pa jaz bom šel na 50. Gremo. To imamo radi. Au! Skoraj je bilo pod prečko. Ja. Dobro, začeli smo. Veš, ta zgoraj šteje. Ja.
ta stran mi izgleda bolj odgovarja. Bomo vse žoge sem dali. Ja. Zadovoljen? Pa, bilo je v redu. Tista prva je šla v prečko, če ne bi bilo 35, ampak ok. Ali pa 50. Ali pa 50. Kako bi ocenil izziv? Enostaven, zahteven? Pa zgleda dosti bolj enostavno, ko pa pol, ko je treba zadeti, zgornje je zelo težko. Bo pa na tekmi zato večkrat šlo na te na zgornje. Upam. Svit, hvala in srečno. Hvala. Svit, najlepša hvala, da si sprejel naš izziv pod prečko. 25 točk, Svita uvršča na drugo mesto, na vrhu pa ostaja nedotakljivi Žan Trontelj. Golov v prvi ligi Telemach ga je za vselej zapisalo med legende našega državnega prvenstva. Igral je za naša oba največja kluba in bil dvakrat prvi strelec lige. Ste že ugotovili, o kom govorimo? Naš tokratni gost v rubriki Pogovor z legendo je Kliton Bozgo, napadalec, ki je v slovensko ligo prišel leta 1993, ko je v Maribor prestopil iz hrvaškega kluba NK Dubrava. Njegova zgodba se je sicer začela v Beratu pri domačem klubu Tomori, kjer je okusil tudi prve minute v članskem nogometu. Kako se spominja svojega kluba? Tomori ima eno značilnost. Jaz mislim, da je skozi svojo zgodovino ekipa, katera ni borila nikoli za prvo mesto, ampak tu na sredini. Skozi zgodovino so bili 4 ali 5 strelca, najboljše strelce albanske lige. Tako da pred mano so bili 3, jaz sem bil, mislim, 4, potem za mano še en je bil strelec lige. Tako da ta klub res ima nekaj posebnega, kaj se tiče napadalcev. Glede na napadalce, ki so igrali za Tomori, ne čudi, da je bil njegov otroški idol golgeter tega kluba Perparim Kovači. Ja, ta se Perparim Kovači, ta je bil pač domačin in ko je on pač nehal, dal moj nekako svoj dres, mi smo menjali, on igral, ne vem, par minuta, potem sem jaz prišel notri, on dal mi svoj dres in tako sem jaz nadaljeval potem ta tekmo. To je bilo tako nekaka menjava generacija oziroma in to mi je bilo največ čas, da sem njegov dres dobil in še danes ga imam doma. Zelo neverjetna je zgodba o prestopu v Maribor, do katerega je prišlo bolj kot ne po slučaju. Vijoličasti so imeli takrat ogromno sreče, da so uspeli ujeti, kot se je kasneje izkazalo, zares izjemnega napadalca. Kako je Kliton pristal v štajerski prestolnici? Pa v Duisburg sem bil na probi, prvo v Dubravo, smo tam pač bili prvak v drugi lig, prišli smo v prvo ligo in lahko rečem, da Čačić tudi je bil moj trener takrat, pa Skoblar je bil direktor, v glavnem sem šel na probe in se je zadovoljilo tako, ampak zgodbe, da ne začnemo s zgodbama menedžerima, ker takrat so bili tak preveč tudi divli menedžeri in tako naprej in čez noč se je padlo v vodo in reče mi tale pač, ko sem imel tam gremo v Maribor. V Mariboru je na to spisal tudi izjemne evropske zgodbe. Za začetek se lahko spomnimo izjemne tekme z Borussijo Dortmund v gosteh, ko je Maribor zaradi Klitonovega gola dolgo vodil, a na koncu izgubil z 2-1. Kasneje pa jasno tudi igranja v Ligi prvakov. Lov nanjo je bil zelo dolg, tudi z vmesnim postankom v Olimpiji. Po takrat je po koncu prve sezone z Mariborom Branko je moral iti, Orjak pa so prišli drugi trenerji in tako naprej in oni so imeli neke svoje vizije, tako da mene pogodba je potekla, noben nič ni pogovarjal in to, tako da imel sem ponudbe, čakal sem do zadnje sekunde, ne bi pustil Maribor, ampak nogomet je tak. In sem šel v Olimpiji in ok, prva tekma proti Izole, dam 3 gole, potem povratna tekma v Ljudski vrt. Zamisli, kaj je to bilo. Res naelektrizirana situacija, ampak ok, tu smo, zmagali smo, mislim, Olimpija tu zmagala 2-1, jaz sem dal gol pa asistencu in mislim, da po tekmo menjali so celoga upravnega odbora oziroma trenera in vse je bilo čist
Maribor vsi so prišli novi ljudje, oziroma prišel mislim, da Branko spet nazaj in ker sem pustil odprta vrata v Maribor, spet nekako sem vrnil spet nazaj. Glede na vse izjemne evropske tekmece, ne čudi, da lahko Kliton zelo dolgo našteva izjemne posameznike, s katerimi se je meril. Začnemo Lacijo, to je Mihajlović, Nesta, Nedved, Simeone, Mancini, Boksić, Salas, Stanković, potem gremo v Bayer Leverkusen, Balak, Novotny, Kirsten, tak naprej, Dinamo Kijev, Kaladze, Rebrov in tako da, to je samo računaj, da je Lyon ponašal tekmo, oziroma 7 let zaporedno, potem je bil prvak Francije. Ob sjajni klubski karieri ne čudi, da je lahko nase opozarjal tudi v dresu albanske reprezentance. Zanjo je zbral 12 nastopov, kaj pa mu je pomenilo igranje za svojo državo. Kak smo rekli, klubsko tekmovanje Champions League oziroma Ligo prvaka, reprezentacija, to je največji čas, ampak konkurenca je bila res ogromna, zelo močna v Albaniji. In tudi tam nisem igral čisto špico, sem igral druge pozicije, ampak tu lahko spomnim eno posebno tekmo, naprimer tekmo, ko smo igrali proti Bosni, to je bila prva uradna tekma Bosnije, smo igrali v Zenici, ampak najboljša tekma nekako je bila proti Bulgariji, ko smo igrali v Tirani. Bulgarija takrat je bila 4. na svet in so prišli z najboljšo ekipo takoj po svetovnem prvenstvu. Igrali smo 1-1 v Tirani, pa to tekmo sem bil igralec tekme in to je res mi je bilo nekaj posebnega. Kliton je v slovenskem nogometu pustil ogromen pečat, tudi po karieri pa ostal v Mariboru. Kako to, da se je odločil za življenje v štajerski prestolnici? Parkrat v par intervjuj sem rekel, imel sem sreče, igral sem naprimer v Maribor, potem v Ljubljani, Dunaj, Zagreb. Maribor mi je bilo tu, i žena je iz Maribora, ampak zelo dobro, toplo so se počutil tu. Ljudi so temperamentni. Maribor, in te imajo radi, tako da ni tu nekaj vmes, tako da ta spoštovanje in to vse posod imaš odprta vrata. Ne samo Maribor, celo Slovenija, ampak Maribor zelo dobro počutim, pa tudi moji, ko pridejo iz Albanije, je prva postaja je vedno Maribor. Kliton Bozgo, najlepša hvala za obojanje spominov in veliko uspehov v trenerski karieri. Tako, do konca smo pripeljali novo epizodo magazina Pod prečko. Hvala vam za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.